Nogometaši Ketijemi in Pol Bistrica tudi po 3 odigranih krogih v drugi slovenski nogometni ligi ostajajo na prvem mestu. Zbrali so 9 prvenstvenih točk, prav tako kot Nafta in Brinje, vendar so zaradi boljše golrazlike vodilna ekipa v prvenstvu. Za ta imeniten dosežek so v sosedskem obračunu premagali Dravinjo in to z rezultatom 2-0. To zmago pa je videlo kar 1000 gledalcev, kar je prav gotovo rekord na prvenstvenih tekmah. Ko smo se zbrali, ko smo začeli trenirati, se je hitro videlo, da smo dobro selekcionirali. Ekipa je res homogena, dobro klima v garderobi. To v bistvu ni neki slučaj, to je plod nekega dobrega dela, dobre klime in na koncu je to, bomo rekli, skoraj da, koliko smo videli na igrišču realno. Pred začetkom sosedskega obračuna je bila tudi mala slovesnost. Nogometna zveza je pokal za najboljšega strelca za prejšnjo sezono podelila Stanislavu Krapuhinu. Sedaj igra za prvoligaško ekipo Radomlje. Bistričani pa so prejeli tudi priznanje kot najbolj fer ekipa minulega prvenstva. Bistričani so tekmo odlično začeli in si v prvih 11 minutah priigrali kar nekaj priložnosti. V glavni vlogi pa trenutno najboljši strelec bistriške ekipe Marcel Blaj, ki je v 11 minuti dosegel gol za vodstvo svoje ekipe 1-0. Čutek je fenomenalen, najbolj pomembno je pa, da so doma ostale 3 pike na derbiju. Blaju je to že 4. gol v prvenstvu. Vedel sem, da ko prišel prvi zadetek, da se bo odprlo vse. Najpomembnejše je, da lahko pomagam ekipi zadetki, da smo čim više vrhu in to je to. Vodstvo bi lahko domači povišali v 12 minuti, vendar je Marsetič v tem primeru preveč okleval. Po strelu iz kota gostov, ki ga je izvedel Bakšič, so domači rutinirano razčistili v obrambi. V 31 minuti je udarila naveza Bakšič Adebayo, zmagovalec pa domači vratar Luka Dakić. Konjičani so poizkušali v 38 minuti Matic Kopač, vendar po prvih 45 minutah je ostalo 1-0. Ja, malo smo trpeli, res je, imel so neke pol priložnosti, mislim, da si nekih ful lepih priložnosti niso ustvarjali, smo stopili skupaj, smo to zdržali. Prav tako pa so dobro zdržali tudi pritisk gostov na začetku drugega dela igre. Adebayo je tudi v tem primeru ostal brez veselja. V 55 minuti beležimo poizkus Marsetiča. V 69 minuti pa je dobro posredoval domači kapetan. V 72 minuti pa veselje domači. Po tej raznovrstni akciji za 2-0 zadeva neusmiljeno Enej Marsetič. Minuto po veselju ponovno nekaj ognja strani gostov, vendar brez žerjavice. Do konca sta trenerja opravila še nekaj menjav, ki pa niso spremenile ne poteka igre in ne rezultata 2-0. Res je, derbiji so zmeraj tisti posebni, je en tisti nek zagon, hočeš itek zmagati. In ja, bilo je veliko nekih drugih žog, dolgih žog, treba bilo fajtati, dali smo 2 gola iz prekinitve, kar delamo dobro in ja, mi smo sfajtali do konca, garali, tudi če pač nismo imeli toliko od igre, smo pa pač se zborili, da smo to zmagali. Sosedje slovenskih Konjic so domov odnesli poraz, kljub temu, da so v Slovenski Bistrici odigrali pravo prvenstveno tekmo. Po mojem mnenju smo dobro odigrali, drugi polčas se mi zdi, da smo bili prvih 20 minut boljši in bi komot lahko obrnili tekmo, ampak žal sreča ni bila na naši strani, kaj naj rečem. 2 gola iz prekinitev res ni idealno za nas, isto smo imeli v prejšnjih tekmah probleme s prekinitvami in bomo morali nekaj popraviti v prekinitvah. Pravi zrelostni izpit pa vodilno ekipo Bistrice čaka v naslednjem krogu, ko bodo v gosteh igrali z Gorico, ki ni dobro štartala v prvenstvo. Mislim pa, da bomo vse naredili, da prinesemo nazaj domov 3 pike. Na lestvici smo tam, ko si želimo biti in to moramo iz tedna v teden dokazovati. Vodilna 11-terica druge lige pa bo naslednjo domačo tekmo z ekipo Krškega odigrala v Kidričevem. Tu pa bodo Bistričani domovali celoten preostanek prvenstvene sezone.